lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci UKC Ljubljana. Danes vam bomo predstavili, da so slovenski raziskovalci prvi klinično dokazali nov način zdravljenja avtoimunih bolezni. To je kar tak velik preboj, kot boste slišali v nadaljevanju, zato zdaj najprej vabim docent dr. Marka Juka, generalnega direktorja UKC Ljubljana, za uvodne besede. Dober dan in hvala, da ste se odzvali na to vabilo. Danes smo izjemno ponosni, da z vami lahko delimo neke nove prebojne dosežke. Namreč velikokrat smo vas povabili in vam pokazali neke virtuozne posege, prenose nekih tehnologij v naš prostor in s tem dokazovali, da smo ves čas del špice svetovnega zdravstva. No, danes gremo korak dlje. Danes vam bomo pokazali, da ne samo, da smo v stiku z vrhom svetovnega zdravstva, temveč ustvarjamo vrh svetovnega zdravstva in prihodnost zdravljenja imunoloških bolezni. In to predvsem po zaslugi kliničnega oddelka za imunologijo pediatrične klinike, predanosti ljudi in znanja, ki ga tam imajo, organiziranosti in praktično življenj, ki so jih posvetili temu preboju. Tako da danes je čas, da govori znanost. Prosim. Najlepša hvala. Jaz sem Tadej Avčin, sem predstojnik kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike in to tiskovno konferenco smo sklicali, da vam predstavimo nekaj novosti na področju zdravljenja avtoimunskih bolezni. V bistvu vi veste, da avtoimunske bolezni do zdaj zdravimo z različnimi zdravili, ki zavirajo imunski sistem, rečemo jim imunosupresivna zdravila, tudi z sodobnimi biološkimi zdravili, ampak v osnovi vsa ta zdravila zavirajo prekomerno aktiviran imunski sistem. Mi smo bili pa v bistvu prvi na svetu, ki smo pokazali nek drug terapevtski pristop, kjer v bistvu odstranjujemo sprožilec tega imunskega odziva. Povod za to novinarsko konferenco je objava v najstarejši medicinski reviji, tudi eni najuglednejši, New England Journal of Medicine. Ta članek je bil objavljen včeraj ob 11. zvečer po našem času, tako da je tudi v svetovnem merilu praktično zelo sveža novica. Na UKC Ljubljana smo koordinirali, vodili celoten ta postopek, sodelovali smo pa z več raziskovalci in z biotehnološkim podjetjem Neutrolis. Zdaj, za začetek bi jaz povedal v bistvu nekaj uvodnih reči. Naš imunski sistem ima nalogo, da vsako sekundo ve, kaj se dogaja v vsakem delu našega telesa. To je zelo zahtevna funkcija in kakor se v bistvu zazna, ali da je vdor nekega mikroorganizma ali neka poškodba, se bo ta imunski sistem aktiviral. In celice, najštevilčnejše celice prirojenega imunskega sistema so nevtrofilci. Nevtrofilci krožijo po našem v bistvu krvnem obtoku in če to zaznajo, se aktivirajo. Aktivirajo se pa tako, na tej sliki boste videli, da v bistvu vsebino svojega celičnega jedra izvržejo ven. Temu procesu se reče netoza, to je to zeleno, ko vidite, in v bistvu na ta način naredijo neke vrste mreže ali pasti, ki povečajo površino tega nevtrofilca za skoraj 1000-krat. To ni nek redek proces, ampak to se stalno dogaja v našem telesu. Na ta način mi lovimo mikroorganizme, na ta način lovimo škodljive snovi v telesu. Če pogledamo malo bolj podrobno, so te nevtrofilne zunajcelične pasti kot neke vrste kemične ali pa fizikalne pasti, ki v ta mikroorganizem ujamejo in ga razgradijo. Lahko si predstavljate to kot pajkovo mrežo, ki se ena na drugo prepleta in če se to ne odstranjuje, zna biti problem. Zato v bistvu imamo mi tudi v telesu encime, ki te mreže zelo učinkovito odstranjujejo. Spet bom rekel, to se stalno dogaja v našem telesu. In eden ključnih encimov, ki to dela, če ne mogoče kar daleč najbolj ključen encim, je encim, ko se mu reče DNAza 1L3. Pač takšno ime ima,
ampak je encim, ki razgrajuje te nevtrofilne zunajcelične plasti. Zakaj so te neti pomembni? Poznamo jih približno več kot 20 let, 22 let, točno poznamo te nete in vedno bolj vemo, da so pomembni pri razvoju, nastanku različnih avtoimunskih bolezni. Ne samo za eno avtoimunsko bolezen, ampak zelo številne, tudi pri nekaterih težjih okužbah, za širjenje metastaz. Se pravi, to je eden osnovnih mehanizmov, kako naš prirojen imunski sistem funkcionira. In če se ti neti ne odstranijo, ostajajo z vsem tem materialom, ki so ga ujeli v našem krvnem obtoku in v naših, rečemo, zunajceličnih prostorih. In te beljakovine, ki so pa normalno v jedru, naš imunski sistem prepozna kot nekaj tujega. Zato, ker običajno so vse te beljakovine, nukleinske kisline skrite v jedru, zdaj jih je pa nevtrofilc izvrgel ven. In če si predstavljate, nukleinske kisline v jedru so zelo navite, tako kot rečemo na trnk, imamo mi 2 metra v eni celici DNK navite. In ko to izvrže 2 metra nevtrofilc, si lahko predstavljate, kakšna mreža postane. In če se ta mreža ne ujame, bo ta mreža delovala kot avtoantigen. Naš imunski sistem se bo proti delom te mreže aktiviral. In na ta način nastajajo tudi protitelesa pri lupusu, pri revmatoidnem artritisu, pri sistemskem vaskulitisu, pri številnih drugih boleznih, zato ker delujejo kot avtoantigen. In s tem v bistvu naš obrambni mehanizem se spremeni v vzdrževalca in sprožilca kroničnega avtoimunskega vnetja. In podjetje Neutrolis je razvilo rekombinanten encim DNase1L3, ki ima v bistvu na nek način neka izboljšana različica človeškega encima, ki deluje kot neke vrste škarje, ki, če si predstavljate to verigo DNK, razreže na posamezne člene. Posamezen člen za nas je nukleosom, ne bom šel v podrobnosti, ampak tle je v bistvu dosti dober schematski prikaz. Da si boste pa lažje predstavljali, kako hitro se to zgodi, boste pa videli tlele, se pravi, da je to kot da bi bil nek flash, da bi izprl nete, zato ker neti so potencialno zelo škodljive snovi za naše telo in jih moramo zelo hitro odstraniti iz telesa. Zato je ta encim tako učinkovit. In si lahko predstavljate v bistvu, da lahko dela velike težave. Omenil sem, da so te neti lahko, da imajo vlogo pri različnih avtoimunskih boleznih. Na skrajnem spektru od vseh avtoimunskih bolezni je pa prirojena okvara tega encima. In v bistvu, ko smo gledali in razmišljali o tem konceptu, mi imamo v bistvu več bolnikov za to okvaro DNase1L3 in eden izmed naših bolnikov ima eno izmed najbolj agresivnih oblik bolezni. Klinično se kaže kot trdovraten sistemski lupus erythematosus. Začel je že pri starosti 1,5 leta. Se pravi, z različnimi avtoimunskimi fenomeni. Zdravljen je bil z vsemi zdravili, ki jih poznamo in zavirajo imunski sistem. Z vsemi sodobnimi biološkimi zdravili, brez učinka, da bi umirili njegovo klinično stanje povsem. In zato smo razmišljali, ga predstavili na več konzorcijih in prišli tudi v stik z tem biotehnološkim podjetjem, ki razvija že vrsto let ta encim. In glede na v bistvu to težko klinično sliko, več kot polovica teh bolnikov razvije končne okvare organov, predvsem strani ledvic. 2 od bolnikov v Sloveniji sta tudi v bistvu imata končno ledvično odpoved. Smo se pogovorili z starši, z bolnikom, speljali vse regulatorne postopke, imeli podporo vodstva kliničnega centra, dobili odobritev Komisije za medicinsko etiko in speljali tudi regulatorne postopke za uvoz tega zdravila. Učinek tega zdravila je pa tudi nas presenetil, ker je praktično po 6 urah ta bolnik prvič, odkar ga jaz poznam, bil brez kožnega izpuščaja, vnetje na očeh je izvenelo, artritis je izvenel, izboljšali so se laboratorijski kazalci, znake avtoimunskega hepatitisa, ki so se normalizirali,
Tisto, kar je bilo pa enako fascinantno, in smo zelo natančno gledali razgradne produkte netov, in je bil najvišji nivo teh razgradnih produktov netov ravno takrat, ko je imel on največji klinični učinek, ker v bistvu kaže neposredno vzročno povezavo in je v bistvu prvi dokaz na svetu, da z razgradnjo netov lahko zdravimo avtoimunsko bolezen. Seveda to odpira povsem nov spekter možnosti zdravljenja, zelo različnih avtoimunskih bolezni, mogoče tudi drugih stanj. Sam koncept, pristop, da odstranjevanje sprožilca lahko umiri klinično sliko avtoimunske bolezni, je pa praktično novica na svetovnem nivoju in zato je bila tudi prepoznana v tej najuglednejših revij z področja klinične medicine New England Journal of Medicine. Jaz bi se na koncu želel zahvaliti bolniku, družini za zaupanje in sodelovanje pri celotnem postopku. Sočutna uporaba zdravila je bila odobrena, kot sem rekel, s strani Komisije za napredna zdravljenja pediatrične klinike, Komisije za zdravila UKC Ljubljana, Komisije za medicinsko etiko in JAZMP. Samo zdravilo, rekombinantni encim, je pa zagotovilo podjetje Neutrolis in ta raziskava je bila delno financirana tudi iz našega raziskovalnega programa ARIS. Najlepša hvala. Najlepša hvala, profesor dr. Tadej Ovčin. Zdaj pa poglejmo, pot do zdravljenja se je pravzaprav začela z genetsko diagnostiko, ki je bila opravljena tudi seveda pri nas na pediatrični kliniki. In z nami je docentka doktorica Maruša Debeljak iz Kliničnega inštituta za specialno laboratorijsko diagnostiko pediatrične klinike, pa vas lepo prosim, če nam pojasnite ta del. Hvala za besedo. Zdaj na Kliničnem inštitutu za specialno laboratorijsko diagnostiko opravljamo genetske preiskave za vse otroke, za katere se pojavi sum na genetsko obolenje. Tukaj bi rada pohvalila, da imamo zares zelo dobro opremljen laboratorij za najnovejšo tehnologijo, hkrati imamo tudi omogočeno zelo dobro bioinformatiko, pa tudi ljudje pravzaprav znajo to delo upravljati. Že zelo dolgo sodelujemo z kliničnim oddelkom za alergologijo, imunologijo in revmatologijo in za njih opravljamo genetiko za prirojene okvare imunosti. To so vse tiste bolezni, kjer pride do okvar v genih, ko so enkrat imajo mutacije v teh genih, pač imunski sistem ne deluje tako, kot bi bilo treba. In pred leta 2019 je k nam prišel vzorec tega bolnika, pri katerem smo zares prvič ugotovili, da ima popolno odsotnost te endonukleaze, te DNase 1L3. In sicer zato, ker je bolnik ima na obeh alelih delecijo in pravzaprav sploh ne pride do tega, da bi se v njegovem organizmu ta protein sintetiziral. Tako da je popolnoma naiven za to stanje. To ni edini bolnik za to boleznijo v Sloveniji, mislim, da sta še dva druga, ampak ona dva pač nimata take mutacije, da bi tako študijo lahko na tem speljala. Tako da, vse. Toliko za zdaj. Najlepša hvala docentki doktorici Maruši Debeljak. Zelo pomembno seveda in zelo zahtevno je bilo tudi pripeljati zdravilo v Slovenijo pod pogoji, ki so bili zelo zahtevni in ga potem tukaj tudi v skladu s vsemi standardi aplicirati. Zato je z nami Tomislav Lartoš iz lekarne UKC Ljubljana, ki ga tudi prosim, da nam pojasni, kako je ta del postopka potekal. Pozdravljeni. Torej, v skladu z zakonodajo in pravilnikom o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti je lekarna zadolžena za preskrbo z vsemi zdravili. In seveda v tem primeru, tudi če zdravilo seveda še ni imelo in še vedno nima dovoljenja za promet, je postopek enak. V sam postopek smo bili vključeni že takoj na začetku strani profesora Ovčina.
Postopki namreč so precej dolgotrajni, kot je profesor Očin že povedal. Postopki so interni, torej odobritve strani internih komisij in pa strani zunanjih komisij, recimo regulatornega organa, in lahko traja tudi več mesecev. Samo zdravilo ima kar nekaj specifik. Glede na to, da gre za rekombinantni protein, ki je zelo nestabilen, je prva ovira sam transport, torej proizvajalec oziroma transportna služba ga pripelje na suhem ledu in potem mora lekarna zagotoviti validirane pogoje za shranjevanje pri temperaturi -20 stopinj. Validirani pogoji seveda pomeni, da imamo ustrezno opremo, ki je pa stalno nadzirana. To pomeni, da pogoji shranjevanja nikoli ne gredo iz specificiranih meja. Še ena specifika zdravila je izjemno ozka časovnica, namreč zdravilo se shranjuje pri temperaturi -20 stopinj, mora pa biti v tistem trenutku, ko se izvzame iz zamrzovalnika, pač takrat začne šteti čas nič, v roku 2 ur pa pol aplicirano, vključno z aplikacijo bolniku. Zdaj, lekarna je imela tu več vlog, torej bili smo udeleženi v vseh sestankih s proizvajalcem. Proizvajalec je tudi preveril, ali izpolnjujemo ustrezne pogoje za shranjevanje zdravila. Seveda, če lekarna ne bi imela teh pogojev, verjetno tu ne bi trenutno sedeli. Potem je lekarna izvedla tudi vse ustrezne obrazce, pač gre za zdravljenje posamičnega bolnika, to pomeni, da je zdravilo za posamičnega bolnika, torej sledljivost od trenutka, ko zdravilo vstopi v UKC, pač vstopna točka je lekarna, do trenutka, ko je zdravilo aplicirano bolniku. Zdravilo smo ustrezno opremili v skladu z navodili proizvajalca in pa našimi internimi standardi. Sodelovali smo pa tudi pri edukaciji medicinske sestre, pač priprava se je izvajala na samem oddelku zaradi logističnih razlogov. Smo bili pa prisotni seveda s protokolom proizvajalca tudi pri vsaki pripravi zdravila, to pomeni, da smo sledili zahtevam proizvajalca. Najlepša hvala. Zdravilo se je apliciralo neposredno na oddelku in z nami je Maja Čamernik, diplomirana medicinska sestra, ki nam bo zdaj pojasnila, kako pa je potekala ta aplikacija, posebej pod tem časovnim pritiskom. Čakajte se, miza prinaša. Hvala za besedo. Dober dan še v mojem imenu. Jaz sem samo ena iz tima medicinskih sester oziroma tima zdravstvene nege, ki je sodelovalo pri zdravljenju oziroma pri tem novem konceptu zdravljenja tega bolnika. Tako kot je bilo že omenjeno, smo veliko sodelovali z lekarno kliničnega centra, vsaj kar se glede priprave, transporta, prevzema in aplikacije zdravila tiče. Drugače je pa pač naša naloga, tako kot pri vseh bolnikih, varna zdravstvena nega in pa dobro počutje in pa varno zdravljenje bolnika med bivanjem na našem oddelku oziroma na pediatrični kliniki, a ne. Zdaj morali smo se seznaniti seveda z vsemi protokoli, ki so povezani z tem zdravljenjem, od protokola priprave, shranjevanja zdravila do protokola, kako odvzemati biološke vzorce med samo aplikacijo zdravila, kdaj, časovno, ali je bil to urin, ali je bila to kri, kje lahko vzamemo in tako naprej. In pa potem pač sodelovanje z laboratorijem naprej, kar bo potem še naprej beseda, ne, priprava vzorcev za transport v laboratorij. Zdaj, kot je bilo že rečeno, smo se morali držati tega 2,5-urnega časovnega okna, tako da je bilo zelo pomembno, da smo si do minute natančno zapisali, kdaj je bilo zdravilo vzeto iz zmrzovalnika, to potem pač tudi s svojim podpisom zajamčili, da smo to res takrat pa takrat naredili, da smo dvignili zdravilo, kdaj smo ga prinesli na oddelek, kdaj smo ga aplicirali, koliko časa je tekla infuzija, ne. Tako da res nismo prekoračili tega 2,5-urnega časovnega okna. Zdaj, samo priprava zdravila je pač res potekala na oddelku v skladu s standardi
lekarne kliničnega centra za pripravo infuzijskih oziroma intravenozne terapije ob nadzoru farmacevtov. In pa potem, ko so se stvari nekako zakomplicirale, ob alergijski reakciji pač tudi ukrepale in potem po drugem protokolu, po desenzibilizacijski shemi, naprej pač ob naslednjih obiskih tudi pripravljale zdravilo, kjer smo še malo bolj morali paziti na ta časovni rok, ker so različne koncentracije, različni volumni, da smo po vsako vialo posebej hodili v zmrzovalnik, če tako rečem, po zdravilo, zato da nekako nismo ogrozile varnosti zdravila. Zdaj, kar se odvzema bioloških vzorcev tiče, je bilo vse v skladu s protokolom. Za vsak posamezen obisk je bilo predpisano, kdaj, kaj, od kod, se pravi, ali odvzem krvi iz vene, iz istega katetra, iz drugega mesta, potem pa pač priprava vzorcev za transport, sodelovanje z laboratorijem, povedati, kdaj smo kri vzeli, označiti, kdaj je bila vzeta, zato da so potem oni naprej vzorc pripravili za transport in pa za nadaljne raziskave. Stalni nadzor bolnika, tako kot pri večini ali pa pri kar nekaj bioloških zdravilih, ki tečejo v infuziji, monitoriranje za spremljanje vitalnih funkcij z monitorjem in pa osebni oziroma fizični nadzor, če temu tako reče, medicinske sestre in v tem primeru tudi zdravnika v sami bolniški sobi in pa ukrepanje ob težavah, ki so nastale, kadar so nastale, in tako skrb za pač dobro počutje in pa varno zdravljenje. Hvala. Najlepša hvala. In zdaj preden v bistvu vam damo besedo za vprašanja, prosim še docent dr. Marka Pokorna. Ta raziskovalni dosežek je nastal na pediatrični kliniki, zagotovo umešča pediatrično kliniko v vrh svetovne pediatrije, tako da še vas prosim za umestitev. Pustite, da bo govoril? Aha, pardon, ja. Hvala lepa. Jaz bom kratek. V glavnem, ves čas govorimo o teh nevtrofilnih zunajceličnih oziroma ekstracelularnih pasteh oziroma TREPS, kratica NET. V bistvu, in tudi dejansko govorimo o mrežah. In jaz bom tudi govoril o mrežah. V bistvu danes je en pomemben dan za klinični center, za pediatrično kliniko, zaradi pač te res odmevne objave v eni najpomembnejših revij. In zasluga za to gre v bistvu mrežam. Ne nazadnje je pediatrična klinika in UKC sta v bistvu ena zelo dobro povezana mreža. Videli ste, koliko ljudi je sodelovalo, bilo vključenih v ne samo v samo zdravljenje tega bolnika, ampak v bistvu zagotovitev vseh potrebnih pogojev, da je bilo to zdravljenje izpeljano. Ta bolnik se pri nas vodi že dolga leta in bil je deležen pač res strokovne obravnave tudi do sedaj. Imel je, kar je ključno za učinkovito zdravljenje, imel je postavljeno res natančno genetsko diagnozo, kar je zasluga pač laboratorija, ki deluje v okviru pediatrične klinike. Seveda je tle, gre res za neko mrežo strokovnjakov, ki so povezani znotraj pediatrične klinike, znotraj kliničnega centra. Obenem seveda gre pa za mrežo mednarodno, ne nazadnje na evropskem nivoju, evropske referenčne mreže na področju redkih bolezni. Skratka, in tudi tukaj je v bistvu dejstvo, da je to zdravljenje bilo izvedeno v Ljubljani, pač posledica tega, da imamo v svoji sredi vrhunskega strokovnjaka za otroški lupus, to je profesor Avčin, on se ne bo hvalil, jaz ga pa lahko pohvalim. In seveda vpetost kliničnega oddelka za otroško alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo v neke evropske mreže, v povezave z svetovnimi strokovnjaki,
da je v bistvu stalno ta stik in če se pojavi možnost pripeljati neko tako zdravilo za specifičnega pacienta, da je seveda bilo idealno, da so lahko to možnost pograbili in seveda skladno z vsemi z regulatornimi postopki, o čemer je bilo tudi govora strani Javne agencije za zdravila, strani etične komisije, strani v bistvu komisije za zdravila UKC in tudi konzilija za napredno zdravljenje, ki ga imamo tudi na pediatrični kliniki. Skratka, da je bilo to izpeljano v skladu z vsemi ustreznimi standardi. Tako da to je v bistvu en lep dan. Upam, da bojo te mreže se še naprej pletle in da bomo lahko še kdaj vas povabili na eno tako objavo in da bo predvsem, da bo tudi za bolnike še naprej res dobro poskrbljeno v kliničnem centru in na pediatrični kliniki. Hvala lepa. Najlepša hvala. Preden gremo na vprašanja, naj povem, da sta z nami tudi še docentka doktorica Barbara Jenko Bizjan iz Kliničnega inštituta za specialno laboratorijsko diagnostiko, ki bo morda tudi še odgovarjala na kakšno vprašanje, predvsem potem pri analizi vzorcev, med samim zdravljenjem. In pa zdravnica doktorica Maša Bizjan, doktorica medicine, prav tako ona pa iz kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo, ki je pa tudi spremljala in dokumentirala celoten potek tega zdravljenja tudi. Tako da zdaj so vsi govorci in vsi gostje vam na voljo za vprašanja. Oziroma, torej še vprašanja. Profesor Učina. Ja, super. Evo. Najprej ta aplikacija je bila enkratna ali večkrat, mislim, da ste rekli, da je bilo več aplikacij. Zdaj, ta bolnik mora to doživljenjsko sprejemati, ali se bo ta malo spremenjen encim vsem kljub njegovim genetskim anomalijam proizvajal? Se pravi, mi smo od začetka planirali 12 tedenskih aplikacij tega zdravila, to je bil raziskovalni protokol, kako bomo dali. On je, kot je docent Debeljakova povedala, bil popolnoma, ni izražal tega proteina. In to je bil za njega popolnoma tuj protein. In ob 5. aplikaciji, ko smo dali, je prišlo do alergijske reakcije, tako da smo nadaljne aplikacije zdravila dajali po desenzibilizacijski shemi. To pomeni, da zdravilo damo v nižjih odmerkih, ker so se razvila protitelesa proti temu zdravilu. To vidimo, rečemo, pri ostalih encimskih terapijah, pri bolnikih, ki imajo popolnoma odsoten encim, približno v 1/3 primerov. Žal je pri njemu do tega prišlo in žal so bila ta protitelesa proti temu zdravilu nevtralizirajoča. To pomeni, da se je učinek tega zdravila s časom zmanjševal. Tako da je on po 8. aplikaciji nehal to zdravilo jemati. Zdaj tega zdravila več ne dobiva. Razvijajo pa se nove različice tega zdravila, manj imunogene, to pomeni, da bi se dajale v obliki podkožnih injekcij, da bi se malo drugače v bistvu čisto biokemično to zdravilo pripravilo. Pa rečemo, če bi šli s časom nazaj, bi verjetno mi nadaljevali z vsaj nekaterimi od imunosupresivnih zdravil, da ne bi prišlo do tega nastanka avtoprotiteles. Imunski sistem je kompleksen sistem. Vemo, da je v bistvu drugi najbolj kompleksen organski sistem v našem telesu in rečemo, gre razvoj po majhnih korakih naprej, je pa lepo videti, da v zadnjih, rečemo, 10 letih ali pa rečemo posebej v zadnjih 20 letih je pa ta razvoj skokovit. In jaz sem prepričan, da smo odprli na nek način neko Pandorino skrinjico, da se bojo na tem področju razvijala nova zdravila, ki bojo podoben mehanizem, usmerjena v podoben mehanizem. Naprimer, takšni preboji, kot so bili, naprimer, ko se je prvič zdravilo z CAR-T terapijo, ali pa naprimer, ko je bila opravljena prva transplantacija krvotvornih matičnih celic. Pa boste s tem zdravilom
zdravilom, s tem, točno tem zdravilom, zraven še koga oziroma še na komu probali, če pa ne bi bilo tega avtoimunega odziva? Ja, kot smo povedali, to je bil protokol sočustne rabe za točno določenega bolnika, se pravi, točno določen bolnik. Samo to biotehnološko podjetje je že odprlo klinično raziskavo pri bolnikih z lupusom in pri bolnikih z revmatoidnim artritisom. Nobeden od teh bolnikov ni imel prirojene okvare, rečemo tega encima, in nobeden od teh bolnikov, ki je bil zdravljen s tem zdravilom, ni razvil protiteles proti temu zdravilu. Se pravi, če imaš vsaj 1% sinteze tega encima v svojem telesu, to potem ni več za tebe tuja beljakovina. Mogoče kot zanimivo še lahko povem, da si predstavljate, kaj to nekako v širšem kontekstu pomeni. Verjetno poznate bolezen sistemski lupus eritematosus. Za nas to ni ena bolezen, ampak 100 različnih bolezni, ker ima različno ozadje, kaj to povzroča. Ampak če gledamo odrasle bolnike z lupusom, približno 1/3 odraslih bolnikov z lupusom ima protitelesa proti encimu DNAzi 1L3, ki zmanjša njen učinek. To pomeni, da nekako posnema to genetsko okvaro. In zato mislimo, da so nedvomno še velike skupine bolnikov, kjer bi točno ta mehanizem odstranjevanja sprožilca vplivalo na, rečemo, izboljšanje dolgoročne prognoze in predstavljanje neko upanje za te bolnike. Tu imam še eno pojasnilo glede teh samega encima. Zdaj, zdrav človek, nekdo, ki ne razvije avtoimune bolezni, ima pač tako zadostno število tega encima, ki te neke razgrajuje. Pri nekaterih, ki pa so enako zdravi ljudje, imajo pa verjetno manj tega encima in se zato avtoimune bolezni povzročijo. DNAz imamo veliko. Ena je na primer DNAza 1, ki je zelo učinkovita za rezanje, sekanje teh nukleinskih kislin, ko so že vse lepo razvite in odprte. In jih v bistvu zelo učinkovito razseka. Zakaj pa DNAza 1L3 tako posebna? Zato, ker v bistvu razseka to DNA, ki je v nekih skupkih z vsem mogočim obdana, z lipidi, z beljakovini, z mikrobi, vse ostale nukleaze, da tako rečem, rečejo, ne, to ni za nas. DNAza 1L3 je pa, da tako rečem, hard worker, se pravi, vse reši. Na nek način v bistvu te najgrše komplekse nukleinskih kislin z mikrobi, ki delajo največjo škodo, zelo učinkovito. Seveda ima tudi DNAza 1L3 več različnih podvariant. Ne vemo še toliko natančno, kako rečemo, je med samimi različnimi pacienti aktivno, pa kako bi. No, eno je, da lahko pride da imajo protitelesa proti DNAzi 1L3. Poznamo pa tudi, da iz monogenskih oblik lupusa, da so druge prirojene okvare, tudi lahko dajo fenotip lupusa, če me to sprašujete. Ja. Zakaj se pri nekaterih ljudeh razvije avtoimuna bolezen, pa imajo ta encim oziroma ga telo proizvaja, pri nekaterih pa ne, zato ker ga manj proizvaja? Ja, si bom vzel 2 minuti, pa če je preveč podrobno, me ustavite. Se pravi, lupus ni DNAza 1L3 en osnovni mehanizem. Mi vemo, da približno, zakaj je monogenski lupus na nek način zanimiv. Zato, ker nam kaže, kako naš imunski sistem reagira, kako se razvije avtoimunost pri nas. In v bistvu podobni mehanizmi so tudi pri drugih, ki nimajo prirojena. In naprimer, eno je okvara DNAza 1L3. Drugo je, da imamo mi okvaro komplementa. Komplement je en sistem, ki je praktično za imunoglobulini takoj naslednji protein, ki skozi kroži po našem telesu in je zelo, zelo učinkovit. Deluje v bistvu, kakor zazna neki, da ni lastno, se bo aktiviral in bo tisto uničeval. In v bistvu komplement označi imunske komplekse, ki nastajajo spet v našem telesu, da jih sproti odstranjuje. In če imaš ti določene okvare v zgodnji poti komplementa, bo tudi lahko dal sliko lupusa.
Se pravi, lupus na nek način samo končni odraz, kako naše telo, ki ima aktiviran imunski sistem, sproži vnetje. To je, ko bi človek rekel, end common final pathway. Poleg komplementa imamo mi še interferonopatije, to so pa ene okvare, spet, ki v bistvu mogoče ste glede interferonov slišali, ko je bil COVID, ker to so v bistvu interferoni se aktivirajo, ko pridemo v stik z virusi. Spet, če imamo mi gain of function mutacije, se pravi, da prekomerno aktiviramo te interferone, bo spet prišlo do prekomerne aktivacije imunskega sistema in bomo imeli klinično sliko podobno lupusu. Potem so pa še neke redkejše okvare, pridobljene imunosti, ki tudi lahko dajo fenotipsko sliko lupusa. Samo to, sem hotel pokazati, da so različni mehanizmi, verjamemo, da eden od pomembnih je pa tudi DNAza NL3 in ta razgradnja netov. Omenili ste tudi druge bolezni, poleg avtoimunskih, kjer bi ta mehanizem prišel poštev. Na kakšen način in pri katerih? Neti, če si predstavljate, v bistvu takoj, ko bo poškodba tkiva, se bojo aktivirali. Ko bo vdor mikroorganizma, se bojo aktivirali. Mi vemo, da naprimer, konkretno bom rekel, naše raziskovalno področje je antifosfolipidni sindrom, pri otrocih s tem se ukvarjamo že več kot 25 let in antifosfolipidni sindrom, kjer prihaja do tromboz, je tudi ena izmed bolezni, kjer so neti zelo aktivirani. Neti, če si predstavljate mreže, ki so v našem krvnem obtoku, tudi aktivirajo lahko koagulacijski sistem. In imamo na nek način neko kombinacijo, ko prirojen del imunskega sistema ustvari mrežo, aktivira koagulacijo, hkrati pa se ponudi in sproži aktivacijo pridobljenega imunskega sistema. In imamo eno tako delikatno ravnovesje, se pravi predvsem tromboze, so rečemo tako, nekatere težke okužbe, sepse, naprimer pri težkem covidu so bili neti opisovani, tako da to bi bila, rečemo, poleg avtoimunske bolezni, tiste bolezni, kjer vemo, da so neti bistveno vpleteni pri, rečemo, pri nastanku ali pa razvoju bolezni, vemo, da so neti tudi vključeni pri razvoju metastaz malignih bolezni. Kako se bolnik počuti trenutno, kakšna je dolgoročna perspektiva z njegovega vidika? Pri bolniku smo morali v bistvu potem, ko tega zdravila ni več toleriral, spremeniti protokol zdravljenja. Nazaj smo šli na sodobna biološka zdravila, malo drugačno kombinacijo, kot je imel prej, ker smo se nekaj iz tega vse naučili in upamo, da bo kmalu dosegljiva oblika, ki bi bila podkožna ali drugačna, manj imunogena in bi bil kandidat za ponovno, rečemo, aplikacijo ali tega zdravila, ali pa vemo, da so tudi, rečemo, več podjetij išče, to je trenutno eno izmed zelo intenzivnih področij za razvoj teh zdravil. Ampak pri tem bolniku vemo, da je to eden izmed mehanizmov, ki bi ga v bodoče želeli zaustaviti, da dosežemo nekako dolgoročno umiritev bolezni. Se ta trenutek še pozna ta aplikacija zdravila pri njemu? Ne, če ste videli, kako zdravilo hitro v bistvu učinkuje, se pravi, mi smo največji učinek je bil znotraj 24 ur. Seveda smo mi raziskovali tudi samo farmakokinetiko tega encima, ki je do zdaj na človeku nikoli nismo vedeli, ker to je prvi človek, ki je imel nič aktivnosti in je dobil ta encim, smo se v bistvu tudi naučili, kako se ta encim razgrajuje v našem telesu, ima v bistvu tako eno, mi rečemo, bifazično krivuljo, da najprej malo zelo hitro pade, potem pa vzdržuje, zato ker se aktivira iz tkiv, tako da ta bolnik trenutno nima več učinka tega zdravila, ki smo ga dali, seveda pa upamo in si želimo, da bi v bodoče ta mehanizem lahko s kakšno prilagojeno varianto ponovno tarčno zdravili. A je možno, da bi, ko bojo spremenili to zdravilo za manj splošno uporabo, bilo doživljenjska aplikacija ali bi lahko ga spremenili do te mere, da bi telo samo proizvajalo ta encim, ali to ni mogoče? Da bi telo samo proizvajalo, je genska terapija, ne? Se pravi, ja, v medicini je nič ni 100%, ampak tudi ne reči je tako, razvoj je skokovit.
Jaz, če si predstavljam, kaj je bilo pred 5 leti, leta 2000 na primer je prvo biološko terapija prišla, pa vidite, da je v 25 letih to tako spremenilo naše področje. Tako da jaz mislim, da je razvoj zelo, zelo hiter in nagel, da se bojo pojavila nova zdravila. Omenili ste izraz doživljenjsko. Doživljenjsko, naprimer tega izraza, ne, ja, no, ampak sej, da kot pediater seveda si jaz strogo izogibam tej besedi, ker jaz ne vem, kakšna bo medicina čez 80 let. Če si predstavljate, 80 let nazaj so bila zdravila v medicini nekatera taka, da bi rekli, ojoj, to so dali, naprimer, uporabljali so kot kodeinske kapljice in je reklo, vaš otrok, ki ima vročino, bo zaspal z smehom na ustih. Pred 80 leti, ne? Se pravi, tako da medicina gre skokovito naprej. Kaj je pa naša dolžnost? Naša dolžnost je, da z trenutno najboljšimi možnimi zdravili preprečimo, da bi prišlo do dolgoročnih posledic. In če se bo novo zdravilo pojavilo, čez 1 leto, čez 3 leta, čez 5 let ali pa čez 10 let, bo naš pacient šel potem na to novo terapijo. Ampak kaj smo mu mi omogočili? Mi smo mu omogočili normalno življenje, pa preprečili smo dolgoročne posledice. In to je, rečemo, osnovni princip v revmatologiji, v imunologiji. Z najboljšim možnim zdravilom, dokler ne bo še boljšega, še bolj učinkovitega, ali pa rečemo zdravila, ki bo imelo še boljši varnostni profil. Tako da je to vse nekako prehodno. Da, vam lahko mogoče samo dopolnim. Ja. Farmacevtska industrija na srečo ima kar nekaj mehanizmov. Torej, ko imamo znano molekulo, da vam da malo upanja, ker obstaja. Da v kontekst postavimo, ne? To je hitna stvar, ali je, ali... Zdaj, farmacevtska industrija ima kar nekaj možnosti. Torej, ko imamo učinkovit protein predvsem, je nekaj tehnoloških možnosti, ne da bo protein deloval enkrat in bo potem to zelo, zelo dolgoročno učinek, kar pomeni nič aplikacij, ampak pomeni, da se da protein tako kemijsko modificira, da ga naš imunski sistem oziroma pač naši razgradni sistemi ne prepoznajo kot nekaj, kar je treba takoj razgraditi in se v bistvu spremeni farmakokinetika. To ima za bolnika kar nekaj pozitivnih posledic, predvsem te intervali so lahko precej daljši in te mehanizme na področju bioloških zdravil že kar uspešno uporabljamo, recimo zadnjih 15 do 20 let. Tako da tehnologija obstaja, tako da neko upanje obstaja, da mogoče ta frekvenca ne bo tako pogosta, zelo težko pa verjamem, da bi pač bila to rešitev z tehnološkega vidika, ki bi zagotovila pač enkratno aplikacijo, ki bi delovala zelo dolgo časa. Dolgoročne posledice, vemo, avtoimunskih bolezni je sicer veliko, ampak morda kakšna je kvaliteta brez recimo vseh zdravil življenja teh ljudi o bioloških in kakšna bi bila o To vas zanima na splošno za avtoimunske bolezni ali za konkretno, rečemo, to okvaro? Lahko konkretno, ja. Ja, zdaj konkretno za te bolnike, ki imajo, pa bom rekel, mogoče malo širše, ne samo za to okvaro DNA1L3 ali pa za monogenski lupus. Ti bolniki na nek način začnejo zgodaj za svojo boleznijo, pa težji potek imajo. In to vemo tudi pri otrocih, ki nimajo ugotovljene monogenske, se pravi prirojene okvare imunosti, da je pri njih lupus konkretno težji z več posledicami kot pri odraslih. Če gledamo izmed celotne kohorte otrok, kakšen delež ima prirojeno okvaro imunosti, je približno 11% otrok s sistemskim lupusom eritematozusom ima ugotovljeno prirojeno okvaro imunosti. Nedvomno ima še večji delež, da bo v prihodnosti jih bomo znali še več opredeliti, ampak to je zdaj, rečemo, najboljše, kar medicina trenutno zna. In na nek način, če si predstavljate, če se avtoimunska bolezen začne zgodaj v življenju, že to nakazuje,
da je imunski sistem zelo aktiviran, da bo, zato imajo te zgodnje začetke, težje potekajoče, lahko so tudi familiarni primeri, se pravi, da je več bolnikov v družini in običajno so ti bolniki tudi zahtevnejši za zdravljenje. In pri večjem delu teh bolnikov pride do končnih okvar organov. Najpogosteje so prizadete ledvice, ker delujejo nekako kot filter in vsi ti imunski kompleksi, ki nastajajo, se potem v ledvicah odlagajo in še dodatno sprožajo in vzdržujejo vnetje. Zakaj so sklepi prizadeti? Spet, zato ker sinovialna ovojnica, sklepna ovojnica je zelo dobro prekrljena in isto v bistvu se imunski sistem zelo aktivira. Koža je naslednji imunski organ, kjer je pogosto prizadetost sluznice, lahko so pa prizadeti katerikoli notranji organi. Se pravi, ta drugi, tako dolgoročno najpomembnejši je centralno živčevje, pljuča so lahko prizadeta, prebavila, praktično kjerkoli organ. Še kakšno vprašanje? Če ni več vprašanj, bi se vam v imenu UKC zahvalil, pa mogoče se danes niti ne zavedamo, kako pomemben je ta korak. Verjetno bomo čez 5-10 let lahko govorili ali pa v tujini slišali, da se je tak prvi korak zgodil v Ljubljani in bomo takrat na to še bistveno bolj ponosni. Predvsem pa se moramo zavedati, da ta korak ni mogoč brez stalnega vlaganja v razvoj in znanost in brez stalnega kontakta ali soustvarjanja znanosti na svetovni ravni. Imamo srečo, da ta trenutek z UKC stoji v tem položaju, ampak družba se mora zavedati, da samo to vlaganje v znanost bo zagotavljalo, da bomo tudi v prihodnosti imeli dostop do modernih, učinkovitih zdravil. Hvala. Najlepša hvala vsem govorcem, pa vsem za udeležbo na novinarski konferenciji. Lep dan še naprej.